lepo pozdravljeni. Najprej iskrene čestitke ob izidu novega singla. S čim nam boste začinili jesen? Živijo, lep pozdrav vsem bralkam in bralcem. Jesen bo kar pestra, plesna predvsem. Plesna pesem je ravno kar išla in sem zelo vesel, da je končno prišel trenutek, ko lahko delim s poslušalci, ker smo snemali v bistvu že v začetku poletja, pa sem mislil, da se bo že prej vse skupaj nekako poklopilo. Ampak se veš, kako pravijo, ne? Za dobre stvari včasih treba tudi malo počakati. Še vedno ne vemo naslova nove skladbe? Naslov nove pesmi je Za oba. Zate, zame, za oba so karte se zložile, je bil prvi vers refrena, ki se mi je nekako tako poklopil in sporoča ravno tisto, kar sem v tej pesmi želel ujeti. To je pesem, ki ni samo ljubezenska, lahko si jo razlagaš kot ljubezensko, ampak v bistvu te trenutki, ko si z ljudmi, ki jih imaš rad, so lahko vedno tista, bom rekel, iskrica življenja, se pravi, ko nam življenje prinese neke lepe momente in v bistvu je to tisto bistvo življenja, za katerega živimo, se mi zdi. No. Tako da za naju oba je zdaj en prijeten, sončen dan in dajva ga užiti. Zadnja skladba, Ko si z mano, je dosegla odlične poslušanost, bila je tudi ena izmed bolj predvajanih pesmi na radio. Kaj pričakujete za novo skladbo? Ja, najmanj to ali pa še več. V bistvu tako, no, zdaj prejšnja pesem, Ko si z mano, je bila res izjemno dobro predvajana in to je zame osebno ena, bom rekel, potrditev, da delamo dobro z mojo ekipo, da smo na pravi poti. Po drugi strani je pa spet malo, bom rekel, en tak pritisk, ker naslednja pesem mora biti pa še boljša in še bolj uspešna in tako naprej. Tako da bom rekel zelo po domače. Zame osebno ena brca v rot, da sem se pravca zmigal in naredil pesem, ki je še boljša, za katero res stojim in res verjamem v to pesem in se zelo veselim zdaj teh prvih odzivov, kaj bodo rekli ljudje, kako jim bo všeč in tako naprej. V kakšne barve boste oblekli novo pesem oziroma kakšna bo podoba videospotov? Pesem sama, kot sem že na začetku malo omenil, je zelo plesna, taki latino ritmi, lahko bi bila v bistvu kar zelo poletna, ampak ker sem sam velik ljubitelj poletja, ga bom raztegnil čez celo leto, tako da tudi jesen in zima bosta dišali po poletju. Sicer pa videospot je malo bolj, lahko bi rekel, tak temačen, vse smo posneli v studiu, temno ozadje, malo reflektorjev, luči in tako, malo mistike, gole kože tudi, med drugim. Tako da ja, bo kar kaj za videti. Opazila sem, da ste se tudi sami odločili za majceno spremembo. Na roki je opaziti en velik tatu. Zakaj takšna sprememba? Tatu je bila ena taka želja že od nekdaj in ko sem bil otrok, sem si na morju vedno nekaj dal, ne? Tisti, ki so tisti štanti, pa ti narišajo, to mi je bilo. Pol kasneje pa nekako nisem še zbral poguma, da bi si res ta pravi tatu dal, sem pa rekel pri tej pesmi nekako vidim, da je to, da se upada zgodbo, ko obrnem novo stran v življenju in se mi neke stvari na novo poklopijo, je včasih tudi fajn ta kakšna sprememba, ki jo na sebi naredimo vizualno, sprememba imidža, ne vem, drugačna oblačila in tako naprej. Sem rekel, da tu je ena taka stvar, ki mi je všečna in ja, moja sestra, moram povedati, Kaja Ošlak je tudi v bistvu umetnica, vsestranska, je naredila ta tatu, čisto unikaten. Nažalost je bil na meni samo en teden, da smo posneli in poslikali, mogoče pa nekoč tudi zares. Pa ima kakšno posebno sporočilo ta tatu? V bistvu želel sem si, da ni neka konkretna slika, ne vem, neke živali ali pa nekaj takega, ampak da je nek vzorec, ki se prepleta za neke zelo posebne zgodbe, za tem pa v bistvu ni, ampak tako kot sem že omenil, nekako sovpada s tem nastopom v videospotu, nekako zgodbo komada, kot sem že prej omenil, se pravi, nova stran, ki jo obrneš v življenju in jo potem tudi vizualno nekako na sebi udejaniš. Če se malo vrnemo k videospotu. V videospotu nastopate soplesalko Uživo Krajnik. Zdi se, da sta se odlično ujela. A je ta ples eden vaših talentov ali je bilo veliko dela za tem? To drugo bo kar držalo. Jaz sem, ampak res, antitalent za ples in Živa je mogla imeti jeklene živce,
ker sem hodil na treninge k njej, da me je naučila tistih par osnovnih korakov, ker res kot glasbenik sem prvat ali za klavirjem, skratka na odru, kjer malo pomigaš, pa je že kar recimo, da v redu v navednicah. S plesom nikoli nisem bila zdaj najbolj na ti, živa je pa nekako ima živce, pa domač povedan, in si je vzela čas in me naučila par korakov in na koncu, ko pogledam spot, si rečem pismo, pa se v bistvu znam plesati. Ampak je bilo kar treba potrenirati, tako da ja, je bilo, predvsem na treningih je bilo kar zabavno, ko smo se lomili, sploh na začetku. Ja. Pa skrivate morda še kakšen talent, s katerim se vam niste predstavili? Vsega ne smem razkriti, mogoče prihodnjič so še skriti talenti, ampak če jih zdaj povem, ne bodo več skriti, marsikaj še skrivamo, tako da počasi. Ampak če se ne motim, vseeno ni zgolj tista vloga pevca vaša edina vloga, ste tudi producent, pisec pesmi, tudi učitelj mladih, nam zaupate vse malce več? Ja, glasba, bom rekel, je nekako moje življenje, res od jutra do večera in tudi po noči, kadar so nastopi v večernih urah. Poleg tega, da pišem glasbo tudi za druge izvajalce, produciram, poučujem v osnovni šoli, trenutno poučujem na osnovni šoli Koseze, glasbena umetnost. Delo z mladimi, to je en tak res velik navdih. Vedno te kaj novega naučijo, čeprav so me že na akademiji za glasbo vse naučili, pa potem prideš v prakso, pa vidiš, aha, tako je, pa vsak let je drugač. Učenci se zamenjajo, vedno kaj novega spoznaš. Če ne drugega, sem res na tekočem z glasbo, spremljam, kaj oni poslušajo in če se pa kaj tazga za resnega ne naučimo, me pa kakšen štos naučijo. To je pa tudi fajn. Nino, zdi se, da ste na pravi poti, da poslušate glas srca. Jaz vam želim, da greste v tem ritmu še naprej, k novim zvagam, k novim uspehom, pa glasbenim pravljicam naproti.